V naslednjem prispevku bomo predstavili stanovanje, ki sta ga starša v Ljubljani kupila za svoja šolajoča otroka. Ker je bilo ob nakupu v precej slabem stanju, pa sta ga morala prej še temeljito prenoviti. Ja, res je, torej zgradba je bila zgrajena 1956. leta. Stanovanje je bilo zelo v slabem stanju, bilo je zelo dotrajano, estrihi slabi, še v prvotnem stanju, potem strojne inštalacije, elektroinštalacije, vse je bilo dotrajano, ker je bilo to prvotno. Tloris ni ustrezal sedanjim potrebam, bil je odraz tedanjega časa. V tem stanovanju sta živeli dve družini, delavski družini, zato je tudi bil tloris temu primeren. V stanovanju sta bili na desni strani dve veliki sobi, povezani med sabo z vrati. Potem na sredini je bil hodnik. Hodnik se je končal z sanitarnim prostorom, ki je bil razdeljen na 3 majhne dele. Potem na levi strani hodnika je bil tak dnevni prostor, ki se je nadaljeval v malo shrambo. In ta mala shramba se je končala z zelo majhnim, neuporabnim in nefunkcionalnim balkonom. Vse skupaj je klicalo po temeljiti prenovi, ki je potekala hkrati z energetsko sanacijo celega bloka. Ta je dobil nov fasadni ovoj, mnogo stanovalcev pa se je odločilo tudi zazidati balkone in s tem povečati bivalno površino. Dejan, na kakšen način je možno posodobiti ogrevalni sistem? Daljinsko ogrevanje je običajno v strnjenih naseljih prednostni način ogrevanja, podobno kot je plinska inštalacija. Vendar pri starejših blokih, ki datirajo v leto 50-60, je bilo ogrevanje rešeno z individualnimi kurišči, običajno na trdna goriva, se pravi premog, biomasa. V takih primerih se potem investitor lahko samostojno odloči, kaj bo naredil naprej. Ali se bo odločil za nek standardni način ogrevanja, ali se odloči lahko tudi za toplotno črpalko. Seveda, v takem primeru ima investitor možnost odločiti se za etažno ogrevanje, kar pomeni, da bo sam upravljal z ogrevanjem, se odločil, kdaj bo začel kurilno sezono, kdaj bo zaključil s kurilno sezono, kakšno temperaturo bo imel v prostoru in tako naprej.